Dobro jutro. Danes je 22. april, včeraj je bil 21. april, zelo slab dan za Igorja Pirkoviča, voditelja. Kaj je voditelja? Briljanta včerajšnjega soočenja na prvem programu RTV Slovenija. Zdržite z mano, ljudje, tole bo malo trajati. Da vodenje Pirkoviča ne bo najboljše, se je videlo že zelo kmalu. Alenka Bratušek je povedala, da RTV ni več tisto, kar je včasih bila. Tudi to soočenje, kot vem, bi morala voditi dva voditelja. Tako kot danes politika pritiska na RTV, je temu treba narediti konec. Gospa Bratušek, najraje bi se kar vi sem postavili, očitno. Ja, mogoče bi vse skupaj boljš potekal, če bi ona vodila bolge, pa še Šarc malce podrezal. Gospod Pirkovič, moram se spet oglasiti. Glejte, nismo na Nova 24, dajte narediti krog, pa da bomo vsi prišli do besede, potem se bosta pa vidva z gospodom Janšo pogovorila lahko še. No, mislim, da udarce pod pas lahko enostavno spregledamo. Gremo naprej. In naprej smo šli, v akcijo je šel Ivan Gale. Tamle imamo lepljivo prstega ministra Počivalška, tok nenačelnega, prostaškega, goljufivega, lažnivega politika še v življenju nisem srečal, pa imate levo in desno zelo močno konkurenco. Ampak jaz mislim, da si vi zaslužite, da vas volivci 24. aprila pošljajo na gnojišče politične zgodovine, pa tudi mogoče Zmaga Jelinčiča, da mu pokažejo sredinec, da ga ne bo samo on meni kazal. No. Glejte, gremo naprej na hitro, gospa Fajon, ker enostavno nimamo časa. Mislim, da ni bilo na napadeno. Bravo, Pirkovič, lepo, da si počakal, da ti gosta do konca požal, preden si dal repliko. Enemu drugmu pa niti ne, veš, enemu drugmu je dal. Ja, tako govori temu, pa drugega. Pa vmes je Jelinčič Galetu res pokazal sredinca. No, potem se je pa Pirkoviču zgodilo še tole. Kako je možno, da nekdo, ki pravi, da ima 6.000 evrov plače na mesec, na koncu leta pride do 450.000? Mislim, po kakšnem čudežu je to možno? To je bilo vse predstavljeno, veste. Je to možno in po kakšnem čudežu je to zakonito? Bom pojasnil, če mi bo dovoljeno. Dobro, vse to ste že tudi pojasnili, gospod Golob. Torej, se strinjate, da je vse jasno in da je vprašanje brezpredmetno? Super. Ne, izvolite, pojasnite. Ne, da ne, samo malo. Težko se je hitro odločiti, no. Si prav malo se izgubil, no, tle še ni pa najboljši. Ja, po eni dobri uri tega Pirkovičevega kreganja z gosti in vrstnega reda brez logike in smisla je pač en P, ne? In to je bil Zmago, ne? Zmago Jelinčič. Tako. No, in odhod Zmage Jelinčiča je bil pa epski. Prosim, držimo nivo. Tale zadeva nikamor ne pele. Na ta način človek ne more priti do besede in zdaj se vam pa lepo zahvaljujem, ker v takmu lekažinu jaz ne bom več sodeloval. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Jelinčič. Zavod za pokojninsko zavarovanje in finančna uprava. Vse v redu, gospod Jelinčič. Še živ. Nažalost. To je mogel boleti. Odle naprej je šlo pa tako kot Jelinčič, sam še nadol. Pirkovič je potem pozabil, da če hočeš odgovor od gosta, ga moraš tudi najprej nekaj vprašati. Svočarec. Torej, zdaj ne vem na katero temo, ker zdaj to se vse prepleta, ampak vseeno bi rad povedal, da... Vidite, tudi če bi vam postavil vprašanje, bi rekli vseeno bi rad povedal. Ne, postavite vprašanje, no dejva probati. V redu, da bova probala, bova to tudi izvedla. Pol je Pirkovič uspel razjeziti še premijeja, dvakrat. Vsi vedo, dobro, gospod Luka Mesec. Ne, gospod, jaz sem se javil za repliko, če lahko. Sej ste zdaj imeli repliko. Ker zdaj že vsi kolegi tam na levi so hoteli prevzeti vodenje, pa mogoče še mi to naredimo. Ja. Se že kar vsak javi, da bo vodil to oddajo. Tako da prosim, da jo vi vodite, pa da ne dopustite te uzurpacije. Tle se po moje še predsednik vlade mislil, mater, mogoče ima pa opozicija v RTV-ju prav, kaj pa vem. Pol je bil pa še Luka Mesec dost. Imeli ste uro in pol priložnosti, da bi šli na vsebino. Podaljšamo. Zdaj nam je ostalo 15 minut, da ne bi se v neki vsebini pogovarjali, vprašanj sploh nimate. Jaz na takem formatu ne morem sodelovati, ker ne vidim v tem popolnoma nobenega smisla, razen tega, da pač vsi skupaj tukaj ljudi dobesedno odganjamo od volitev. Jaz upam, da bomo res to končali v nedeljo. Na tej točki se vam pa za tole danes, karkoli je že bilo, lepo zahvaljujem. Kako boste odgovorili na naslednje vprašanje? Ne boste? Koliko ne razumeš?
Lihar ti rekel, da gre. Ja. Kaj misliš, da ti bo odgovoril na naslednje vprašanje? Pol pa sta še Tanja Fajon in predsednik Desusa, Ljubo Jasnič. Meni je žal, da je Luka odšel, mogoče je to trenutek, da počasi vsi zapustimo to vdajo. Gospod Gale, Se opravičujem, hvala za vabilo. nasvidenje se vam mudi. Ja. Ja, mudi se mu. Mudi se mu. Mudi se mu, ne. Ni zaradi tebe, mudi se mu. Pol pa še Šarec in Bratušek. Mislim, da je to podobno Miloševičevemu režimu in takrat so z zadnjega kongresa, gospod Janša, vi se spomnite, je slovenska delegacija šla in tako tudi mi danes odhajamo z tega soočenja. Dobro, hvala lepa, vi odhajate, gospa Bratušek, vi še ostajate. Glejte, sem Samo povedala, malo. to, kar se danes dogaja, Se je opravičujem, slika gospa dela Bratušek, gospa vlade Bratušek. zadnji 2 leti. Zdaj gremo- 6 minut v 2 urah ste nam namenili Ne. na tej strani. To so In, vaše drage besede, gospa državljanke in Brašušek, dovolj, državljani, gremo zdaj na reklame in zadnjo 24. besedo boste aprila imeli vsi tisti, na ki boste volitve. Jaz se ostali. pa tudi poslavljam iz tega vašega Vem pa, cirkusa. grdo je, da govorite čez voditelja. Gremo na reklame in potem zaključna beseda. Alino. Nevljudno. Ti izgovoril čez njo, stari. Vprašal si jo, ona odgovarja in ti začneš čez njo govoriti. In tako smo nekako do konca pripeljali najbolj briljantno soočenje v 30-letni zgodovini. Do konca. In Janez Janša je na koncu vse skupaj lepo povzel. Ja, v takšni oddaji je težko imeti neko zaključno besedo in misel, ker zelo dvomim, da vsem tem lepim besedam, ki smo jih zdaj slišali, ljudje po takšni oddaji sploh verjamejo. Čestitke Igorju Pirkoviču, uspel ti je združiti slovenske politike, niso več jezni drug na drugega. Te so tudi nate. Je pa tudi še neki Pirkotorata, on mogel dobiti Viktorja. Za? Ja, edini voditelj, ki mu je uspel, da mu je oddaja ušla. Še meni mu ne vem, če kjer mu voditelj prav ušla oddaja. Tako. Prav začel si jo voditi in pol ti je ušla. Pejte vol, res, prosim, pejte volt.